Številni dejavniki, zlasti pa nove različice koronavirusa, vplivajo na učinkovitost obstoječih cepiv. Ta je za zdaj še visoka, a se virus že prilagaja in bodo verjetno tudi cepiva narejena na osnovi teh različic. Zato je za preprečitev polnjenja bolnišnic tretji poživitveni odmerek vse bolj smiseln. Sicer se že nekaj časa razvijajo različna zdravila, s katerimi bi zdravili okužbo s koronavirusom. Na trgu pa naj bi bilo že na koncu letošnjega ali v začetku naslednjega leta. Kar se tiče zdravil, gre pot naprej, kar se tiče seveda samih raziskav in pa kliničnih študij, vendar kot sami vidite, je do specifičnega zdravila proti SARS-CoV-2 virusu še kar dolga pot. Pa mi dovolite, da najprej razložim o delovanju, torej glede skupine zdravil, ki bi jih lahko uvrstili celo med zdravila in cepiva. Gre za tako imenovana zdravila, ki jim pravimo tudi pasivna imunizacija. To so monoklonska protitelesa, ki se vbrizgajo v naš organizem in delujejo tako, da se vežejo na SARS-CoV-2 virus. Pravzaprav deluje tako kot naša protitelesa, ki jih naredimo sami, če si vbrizgamo cepivo. Komu so ta protitelesa namenjena? Tistim bolnikom, ki sami ne morejo izdelati protiteles ali zaradi bolezni ali zaradi zdravil, ki jih dobivajo, in pa seveda tistim skupinam bolnikov, ki so rekonvalescenti recimo po presaditvi organov in bi v tem primeru, kar jemljajo zelo močna zdravila proti zavrnitvi tega organa, ne izdelali sami protiteles. Tako imamo ta trenutek zdravilo Regencov-2. Vlada Republike Slovenije je nabavila začetno količino, 1000 enot, in seveda je to zdravilo že na razpolago. Naj takoj povem, da to zdravilo ni bilo registrirano po uradni poti na Evropski agenciji za zdravila, ampak je pridobilo tako imenovano izjemno dovoljenje na ameriški agenciji. S tem zdravilom je bil zdravljen med drugimi zdravili tudi bivši predsednik Donald Trump. Regencov-2 je sestavljen iz 2 protiteles, ki po injiciranju poiščeta virus, se nam vežeta in ga inaktivirata. Potem imamo še eksperimentalno, zelo podobno monoklonsko protitelo družbe Glaxo, to je Sotrovimab, ki deluje praktično enako, torej inaktivira virus in na ta način seveda se število virusov zmanjšuje, kajti virus se ne more pomnoževati. Naj takoj povem, da gre za pasivno imunizacijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da se ta protitelesa sčasoma razgradijo. In to je zelo natančno seveda v študijah ugotovljeno. Življenjska doba takega protitelesa je od 15 do 30 dni, nekako govorijo v povprečju 25 dni. To pomeni, da bo pacient, ki bo to prejel, pasivno zaščiten za to dobo. Seveda tudi kasneje nekoliko, ampak skratka količina tega zdravila z časom pada in ni primeren za dolgotrajno zdravljenje. Za nekaj časa je pa seveda lahko zelo pomemben in rešuje življenja. Potem imamo 2 zdravilni učinkovini, katerih registracija bo verjetno izpeljana na Evropski agenciji za zdravila konec leta 2021 ali na začetku leta 2022. To je molnupiravir družbe MSD, ki deluje tako, da prepreči, da bi virus prisilil naše celice, da izdela njegov genetski material. Virus se na ta način ne more množiti. Potem je pa druga zdravilna učinkovina družbe Pfizer, ki še nima imena, ampak je samo pod kratico, je pa zaviralec virusne proteaze. Ko virus pride v našo celico, prisili mehanizem celice, da izdela virusni poliprotein, torej eno tako veliko beljakovino, ki se mora potem cepiti na posamezne aktivne enote, tako da virus dobi beljakovine za kapside, virus dobi encime in tako naprej. Vse to naredijo naše celice. In če inhibiramo, torej če zavremo delovanje virusne proteaze, se virus ne more več množiti. Veliko govora tudi o ivermektinu. Dnevno spremljamo študije
In tukaj moramo povedati zelo, zelo natančno sledeče. Ivermektin je na celičnem nivoju pokazal, da se virus SARS-CoV-2 ne razmnožuje oziroma zelo se zmanjša njegovo razmnoževanje. Tudi na nekaterih živalskih modelih so dobili nekaj podobnega, vendar pa so klinične študije, ki so bile izvedene, bile narejene nekako izven tistih klasičnih pravil. Nekatere so bile pozitivne, pa se je potem izkazalo, da temu ni tako. Nekatere so pokazale popolnoma nedelovanje ivermektina, pa je zopet vprašljivo izvedba teh študij. Zato se je mednarodna skupina raziskovalcev odločila in ta trenutek poteka izjemno velika klinična študija, 21.000 udeležencev bo v teh študiji vključenih do konca leta, samo v Braziliji 3500, kjer bo študija izvedena po pravilih, po vseh pravilih. In tukaj je tudi Slovenija aktivna, jaz močno upam, da se bomo lahko na nek način pridružili. Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani je pripravljena seveda popolnoma brezplačno dati resurse in vso pomoč, če se le lahko priključimo taki študiji. Šele potem bomo lahko rekli, ja, ivermektin je uporabna učinkovina proti SARS-CoV-2 ali ni. Seveda, po študijah je potrebna še registracija. Vprašanje, ali bo do registracije prišlo, v tem primeru mora potem to prevzeti farmacevtska industrija. Ameriška agencija za zdravila pa je že 23. avgusta opozorila: ne jemljite ivermektina po lastni presoji, torej ni za samo zdravljenje, saj imamo več 10 primerov zastrupitev in hospitalizacij, lahko pride tudi do smrti. Tisti, ki kupujete ivermektin preko medmrežja ali če ste dobili bel neplačan recept od zdravnika in ste šli po ivermektin v tujino, je seveda to vaša lastna odgovornost. Še enkrat poudarjamo, odmerek je izjemno pomemben, delovanje pa še ni potrjeno. Kar zadeva cepljenja, je sedaj veliko govora o 3. poživitvenem odmerku. Če se spomnite, smo še junija govorili, da je nastanek protiteles po cepljenju dolgotrajen in to še vedno drži. Skratka, zelo, zelo dolgotrajno so prisotna naša protitelesa v telesu, vendar s časom se padajo. Potem moramo vedeti, da nimamo idealnega posameznika. S starostjo se izgublja imunski odziv, nekako peša. Potem so tukaj lahko zdravila. Potem so nekateri posamezniki, ki ne razvijajo protiteles. Potem imamo pa, kar je najbolj pomembno, seveda nove različice. Ko ni bilo različice delta in prihajajo novi, je bila učinkovitost zelo visoka. Sedaj je učinkovitost cepljenja še vedno zelo visoka, ampak se že prilagaja in pravzaprav bo verjetno prišlo do tega, da bodo tudi cepiva narejena na osnovi teh različic. Tako da, ko vse to pogledamo in ko pogledamo, da je pravzaprav edina pot, da preprečimo prepolne bolnice, potem je 3. poživitveni odmerek vedno bolj smiselen. Kaj pravi EMA, Evropska agencija za zdravila? Evropska agencija za zdravila se ta trenutek še ni odločila oziroma ni dala končno odločitev. 17.8. je bila seja, vendar pravijo, da posamezne nacionalne skupine absolutno lahko uporabijo 3. odmerek, poživitveni odmerek, predvsem pri skupinah bolnikov, ki so torej taki z manjšim delovanjem imunskega sistema, ki niso uspeli razviti dovolj visok odmerek protiteles, seveda, če niso pod zdravili, ki to preprečujejo. Recimo bolniki, ki jemljajo kortikosteroide, potem nekatera biološka zdravila proti kroničnim imunitnim boleznim, potem citostatike, tisti bolniki tudi po 3. odmerku ne bodo razvili dovolj protiteles. Zelo pomembna je študija, ki je bila ravnokar objavljena. In sicer 306 preiskovancev je bilo vključenih v študijo in sicer dobili so 3. odmerek 5 do 8 mesecev po 2. odmerku in ko so jim izmerili titer, torej nivo protiteles, količino protiteles, so ugotovili, da se je ta povečala za 300-krat. Torej 300-kratna povečanje po 2. odmerku je znak, da smo lahko mirni za pravzaprav kar dolgo obdobje. In nenazadnje je tukaj Izrael. Izrael gre po svoji poti
Torej vlada Izraela se je odločila, da bodo vsi na 40 let, vsaj en mesec po drugem odmerku, dobili tudi tretji odmerek in to je dober zgled. Skratka, neodvisni strokovnjaki preučujemo in gledamo pravzaprav, kakšni bodo tisti končni rezultati tega. Tako da na osnovi vsega tega bi bilo smiselno, da bi posvetovalna skupina za cepljenje v Republiki Sloveniji preučila vsa dejstva in v primeru konsenza začela uporabljati oziroma deliti tretji odmerek, poživitveni odmerek, predvsem oskrbovancem v domovih za ostarele in pa vsem tistim, ki padajo v rizično skupino. Klinično preizkušanje zdravila naj bi bilo končano do konca leta.